Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pozdravljeni v posebni velikonočni epizodi podcasta Mladost na kmetiji. S Kajo in snemalcem Sinišo smo obiskali vasico Dobrovce v občini Miklavž na Dravskem polju. Družini Čander veliko pomenita vera in tradicija. Kako jo prepletajo z življenjem na podeželju, nam bodo danes povedale tri sestre. Lucija, Andreja in Veronika. Dekleta, lepo pozdravljene. Lucija, Veronika in Andreja imajo sicer še brata Boštjana in Benjamina, ampak danes bo v ospredju ženski del družine. Očitno ste ženske v vaši družini bolj pogumne in zgovorne. Danes je velikonočni ponedeljek in najbrž ste lepo praznovali veliko noč. Tako je, res je bilo lepo. Najprej hvala, da ste se odzvali vabilu v sodelovanje v podkastu. Torej ste kar velika družina, skupaj vas pod eno streho živi kar 9 in zdaj že z več priimki, drži? Tako je. V naši hiši nas je 9, babica, potem ati, mami, 5 otrok, pa sedaj lani se poročila, da še živi poleg nje nekaj časa tudi njen mož. Tudi je kar polna hiša, je kar veselo. Malo to štajerske energije, malo primorske energije, mama je Primorka, ati je Štajerc, tudi je vse malo povezano na kupu. Najboljša kombinacija, bi jaz temu rekla. Pravi temperamenti na kupu. Ja. Dolg čas vam ni. Ne, to pa ne. Tišina tudi ne poznamo. Zdaj, Lucija, ti si omenila, da se je sestra poročila, Andreja je tudi danes z nami. Andreja, lani si se poročila, torej vseeno še dokaj sveže pri 21 letih? Ja, v bistvu ne, v bistvu sem poročila točno na moj rojstni dan pri 22 letih. Zakaj? V bistvu že od malega sem htela se mlada poročiti, se tudi moja mama mlada poročila pri svojih 23 letih in je bil v bistvu mi to kot nek zgled in sem nadaljevala po teh stopinjah. Pa so še vedno dokaj sveži spomini, morda reče, prav je bilo avgusta. Ja, definitivno, kot da bi bilo prejšnji mesec. Si tudi priimek zamenjala, ne? Ja, v bistvu priimek sem sicer zamenjala komaj februarja, ker smo v bistvu takrat bi mogla zamenjati osebne dokumente, pa smo vedela, da se bom čez par mesecev selila, sicer ker se selitev malo zamaknila, še vedno. Ampak sem pol rekla, da bom pač zamenjala naslov in priimek v istem času, tako da sem pol v bistvu v februarja si zamenjala priimek, da je to pač on imel lažje zaradi šihta, ker je drugače on iz Konjic. Tako da ja, v bistvu je še bolj priimek na sveže in se še nisem čisto navadila na njega, tako da ko še predstavljam se vedno še predstavim kot Andreja Čander, moram se vkrižniti jezik, da bolj rečem Andreja Prohl. No, časa bo dovolj, da se navadiš. Bosta pa ostala z možem še vseeno v bližini, rojstne domačije in kmetije, ki se izhajaš. Moče ni daleč od svoje družine in v bistvu gremo kar v sosednji kraj, kjer obnavljamo eno hišo iz leta 1983. V bistvu pa imamo totalno prenovo od elektroinštalacije, poda, pohištva, okn, strehe, čisto vse. Tako da zdaj pa že odštevamo dneve, ko pa bomo lahko šla tja čisto na svoje. Je pa lepo biti poročen, kaj praviš? Definitivno. Mojega najboljšega prijatelja imam vedno ob sebi, vsemu lahko zaupam. Mama. Krasen odnos, ne? Ja, definitivno. Pa mislim, ful večja stabilnost je v življenju, finančno, mentalno. Moji problemi so najini problemi. Res. Svetovno. Priporočam. Priporočam, Lucija, Veronika, Vem, da ste najbrž tudi zadovoljni, ker bo ostala v bližini. Ja, da sem nadaj morila drugi konec Slovenije voziti vsako drugo nedeljo na obisk, ker je to velika prednost, da imamo 8 minut vožnje samo. Seveda. Lucija, kako bi opisala vašo kmetijo? Povedali ste nama, da imate približno 80 svin, včasih ste imeli že tudi 150. Tako je. Naša kmetija leži v osrčju Dravskega polja. In imamo v bistvu poljedelsko in živinoredsko kmetijo. Imamo nekje okrog 7 hektarjev gozdov, pa 24 hektarjev njiv.
Imamo pa tudi tako svinje oziroma prašiče. Trenutno imamo jih okrog 80, tako pitancev kot plemenskih svinj. Včasih smo pa imeli tudi 150, ja, drži, ampak se je pred leti naš ati poškodoval in smo potem zaradi okrevanja, v bistvu še zdaj ni prav prišla na 100%, ne vemo sploh, če bo. In smo zaradi tega mogli obseg zmanjšati, da potem pač lahko mi to furamo naprej, tako. Ja, poleg svinj pa imate tudi kokoši. In Veronika, sklepam, da imate jajca tudi za prodajo. In zdaj je bil predvelikonočni čas, je bil, ne? In najbrž je še toliko večje povpraševanje. Ja, res je. Imamo kure oziroma pipike tudi, ko pri nas rečemo. Imamo jih za prodajo, ja. Imamo tudi kar nekaj rednih strank. In zdaj v cajtu velike noči se toto število naših strank kar potroji včasih in pol bi naše kure mogle imeti skoraj 2 luknji, da bi zadostili vse potrebe, pa vsem, pa tako da. Ja, včasih še pol doma za nas je tak babica, pa ne smeš za jajc jesti, no. Če jih ni, ga mogoče ven dodaš. Še dobro, da obstaja čokoladni pirh, ne? Ja, to ti nas rešujejo zdaj za veliko noč. Svinje prodajate tako žive kot meso, prav tako pa doma delate suhomesnate dobrote, torej imate večkrat letno koline. Ja, zdaj predvsem pretežno v zimskem času jih imamo kar nekaj, pa potem naredimo salame pa še druge stvari bolj za lastno porabo. Pa je to pravilo, pri katerem sodelujete vsi člani družine? Ja, več ali manj vsi, mislim, vsak pri kakem delu, ne vsi pri vsem, zdaj pri samem furežu, bolj ata pa mami pa tisti mesar, ko pride. Pol pa se kar tako razdelimo, recimo za mas skušati pa cvirke delati, to smo ponavadi, zdaj kira od nas treh je pač doma, se angažiramo. Pol za salame delati, špeh kockamo še ročno in ful cajta to vzame, tako da pol se tudi tu najdemo, pa za klobase delati, za salame, za... Tako. Ki nas rabijo, tam smo. Tako. Ja, pa kakaj, kjer je na razpolago takrat, kot na kjer je cajt. Ja. Kaj te lažeš pri kolina, si dosti krat poleg imaš te, kako se reče? Anatomijske učne ure, ker imam zdravstveno šolo in je kakšno srce ali pa kakšna ledvička, pa jaz to dam narazen pa pokažem, ki gre, kak pa kaj pa. Se pravi še anatomija zraven. Ja, to vse učne ure. Zdaj, vsako leto, kot smo slišali, v vaši vasi prirejate salamijado, na kateri s svojimi salamami sodelujete tudi vi, in menda ste prejeli že precej zlatih in srebrnih priznanj. Ja, zdaj 6. leto se bo letos salamijada odvijala. Mi smo do zdaj sodelovali na 3, dobili smo pa eno bronasto priznanje, pa 2 zlati in na eni smo celo dobili še naziv šampion, ker smo osvojili vse možne točke. Tako da, res neka potrdita, da te nekaj delamo prav, ne? Kdo pa je tisti glavni za izdelovanje? Kdo je tisti? Naš ati. On je mahar za to. Mama pa ima recept, ne? Ja, vsak da rabita en drugega. Ja. Ne more. Odkot pa je prinesla recept? Sabo? Ne, tu sta ga Sta ga sama v bistvu, Ja. pa rekli, narekovaju, izumila? ja, to je vlastna skrivna receptura. Leta preizkuševanja. Ja. Seveda, vaja dela mojstra, če mojstra dela vajo, ne? Tako. Omenili ste eno zanimivo pravilo, ne? In tudi, da vam največ časa vzame kockanje špeha za salame, ker to delate še ročno, ne? Lahko malo opišete to delo, jih to dela več hkrati, oziroma kako si to razdelite, to je žensko delo, oziroma kako? Ja, zdaj tako je, kosi špeha se v bistvu dajo prvo v skrinjo, zaradi tega, da zamrzne, da se lažje kocka špeh, pol pa se na mesoreznico na take šitke nareže, pol pa se gre ročno kocke delati, in nas ponavadi dela tako 3-4 naenkrat,
delamo to, da gre hitreje, pa tudi cajt premine, ker nas je več, pa se te nekaj zamenjamo, pa tako usput naredimo to pol na koncu. Smo pa dali že, da so nam strojno, ampak nismo bili zadovoljni, da gremo nazaj na Je drugačen način. Ne? Tako Ja. je. Koliko salam pa približno izdelate, naredite? Je to javen podatek? Mogoče skoraj da ne. Rečemo dovolj. Dovolj Ja. naredimo. Tako, Tako. Zdaj, najstarejši med vami je Boštjan, potem se sledite Lucija, Andreja, Veronika, najmlajši pa je 14-letni Benjamin. Zanimajo vas zelo različne smeri, ki pa niso nujno povezane s kmetijstvom, drži? Tako je. Sicer brat je povezan s kmetijstvom, on je mehanik kmetijskih strojev. Se vidi na dvorišču, veliko je traktorjev. Tako, ja, to pa res. Ko že nimamo placa za avto parkirati. Zdaj imamo doma delavnico, so to tudi toliko traktorjev potem. Jaz sem vzgojiteljica. Jaz sem v bistvu kozmetičarka oziroma študiram wellnessa. Delam pa kot, v bistvu kot gostinka na takorca. Jaz sem še pa 4. letnik srednje zdravstvene šole in sem tak medicinska sestra, pa tak, ki pač Ta mlajši je pa zdaj zaključuje, 8 mesecev zaključuje, pa razmišlja, da bi šel naprej na lesarsko, ker ga izdelovanje iz lesa zelo veseli. On je tudi glavni izdelovalec naših jaslic oziroma hiš, pa vsega tega, da vsako leto imamo večje jaslice in v vsakem prostoru iz drugega materiala. To so bile stene, to so bile s papirja. Ja, pa še elektriko dodajo, poleg tega smo imeli vodni mlin, pa tako da. Broker. Že vse pa vodnjak, pa ni da ni, se že naše jaslice imele. Zelo lepo. Res veliko talentov imate, pa res tako različne smeri, da se lepo dopolnjujete, ne? Praktično samozadostna družina, skoraj da lahko rečemo, ne? Ja. In ker ste tudi po spolu tako razdeljeni, ne? Z 2 brata, 3 sestre, mama, oče, babica, pa zdaj še mož, ne, od Andreje. Kako pa si potem nekako razdelite dela, glede na to, da ste tudi po spolu nekako enakovredno razdeljeni? Imate bolj tako, da fantje opravijo zunanja dela, punce bolj notri, ali je to povsem dogovorno, kakor se odločite sproti? Ja, v bistvu pa nas so moški bolj zunanjem delu v garažah, ženske opravljamo in notranja in zunanja dela, recimo košnja trave, v vrtu, če je treba kaj, ja. Zaštihati. Tako, notri. Notri pa tudi, mislim, kaj je treba spucati, skuhati, bolj ko ne ženske. Ajde, ata vuni na žaru peče, to pa je tudi to. Ne, se znajo tudi kaj noter narediti, ja. Ampak so pa glavni pa na žaru, ja, to pa so. Kje pa se vi 3 najbolj najdete? Jaz najrajši delam z lesom, karkoli, goši, kalanje, karkoli, samo da se fizično dela, to imam jaz najrajši. Katera pa recimo najraje sedi za volan traktorja? To bom pa jaz. Sicer iz Torej, Veronika. Ja, izpit ima sicer Lucija, ampak vozim ga pa jaz. Ne vem, kako smo do tega prav prišlo. Pač, mene so že, ko sem bila mala, so me tako samo dali na traktor, pa sem spala jaz tam ali pa v kombajni. Zdaj pa ne vem, mogoče od tega je malo ostalo, da sem se vredi počutila tam, pa še zdaj grem rada, kaj narediti. Torej, kar ti Veronika pokvariš, brat Benjamin popravi. Boštjan. Boštjan. Ja, v bistvu se je že zgodilo, da sem se enkrat peljala na njivo in sploh ne vem, kako mi je ratalo, ampak sem zlomila nosilec od zica, od stola in sem se lahko kar obrnila, pa šla domov, pa so pol zašvasali nazaj. Zdaj drži, še za enkrat, upam, da ne bom še enkrat pokvarila, ampak Se bo pa še enkrat popravilo. ja, bo pa še enkrat zašvasal se. Če zna, naj pokaže. Ja, smo ravno po vrhuncu velikonočnih praznikov in pri vas veliko date na vero, na tradicijo. Kako ste se pripravljali na veliko noč? Vse, kar je v velikonočni košari, je najbrž domačega izvora. Ja, to pa res, to je čisto vse, smo dali iz domačih proizvodov. Pripravljamo se v bistvu že na veliko noč, smo se pripravljali
vsako leto se probamo dober teden, že predtem ta veliki teden obredi. To se vsako leto se udeležujemo teh obredov, pa potem Ja, se pa pravi post, se pa prava priprava na Veliko noč začne že na pepelnično sredo, ko je strogi post in pol 40 dni se postimo. Vsak naredi neke osebne žrtve, zato da smo ful bolj pripravljeni na Veliko noč in vstajanje Jezusa. Kdo je bil zadolžen za potico? To se babica pa mami bolj ukvarjata, ponavadi, ampak letos smo pa me punce stopile skupaj, smo jo me spekle. Katera je bila orihova, potratna, makova? Me se držimo klasike in smo naredili orihovo. Z rozinami. Ja, absolutno, še vrum noter. Tako da je, ja. Dobro. Kdo pa je tisti, ki je nisi obžegnil? to pa ponovadi vedno, to zelo že par let nosimo jaz, Lucija pa tam mali bratec Benjamin, tec leži malo večji, dobro, da ne še vedno in dva ponovadi ne samo v soboto, tukaj imamo 500 metrov stran, so. Kdo pa potem pripravi zajtrk? Mami, čeprav včasih jo je ati pripravljal zajtrk, ampak zdaj ati ima druge obveznosti zjutraj, ker še poje v farni cerkvi, tako da je to na mami padlo. Pa se mi tudi pomagamo se. Če se pravice stanemo. To potem pospravim. To pa pobrišemo vse. Ja, omenili ste, če ostanemo, potem je tudi običaj, da greste v vstajenski procesi. Ja, to je vsako leto. Pa tudi, ko je za Veliko noč, imamo mi vedno tako, da smo nazaj po vsi, tako da se vsi zberemo, se vsi počakamo in pol vsi se najemo in gremo pol k višje. Koliko jajc pobarvate za Veliko noč? Koliko perhov nastane? Preveč. Zdaj, če bi šli štet, bi se kar rabili nekaj okno, da bi pošteli. Ja, jih je treba kar veliko, ker smo velika družina, pa tam za leto pridajo še tudi sorodniki in včasih tudi je ta prostor kar premajhen za vse skup, teda jajce je treba. Pa se v bistvu vsega je treba, ker malo več. Da ne zmanjka. Ja, zdaj glede na to, da je velikonočni ponedeljek, ta dan je ponavadi namenjen obiskovanju in druženju. Imate tudi to navado v vaši družini, v vašem kraju, da se družite s sorodniki med sabo, čeprav je že vaša primarna družina res velika, ne? Ampak najbrž še vedno kakšen sedež ostane, tako kot za nas danes. Ja, tako. V bistvu je pri nas, zdaj ne vem, če tudi drugod po Sloveniji, je v bistvu ena taka tradicija, da se za Veliko noč proba 7 žegnov. In po svojih močeh, kdo pač lahko, mislim, gremo na obiske ali pa drugi pridajo k nam, tako da. Te res probamo 7 žegnov. Ja, da se te držimo. Vsajno. Visno, kakšne gre. Se pravi, poskusite različne dobrote, ne? Ja. Pa ponedeljek je še praznik, te pa še skoraj noben ni v službi, te pa lahko gremo okoli, pa smo sprejeti. Pohajamo. Tako. Da zdaj še malo omenimo, ker ste vsaj 2 oddaji, ste aktivne tudi v Društvu podeželske mladine. Če se ne motim, Lucija in Veronika, vi ste obe članici Društva podeželske mladine Spodnje Podravje in Društva podeželske mladine Sveti Jurij ob Ščavnici. V obeh društvih? Ja, v Spodnje Podravje je sicer moje primarno društvo, v Sveti Jurij smo se, v bistvu, jaz sem se lani vključila, letos že bolj frišna. Smo pa skup v društvi, v bistvu, če gremo kam na izlete, gremo ponavadi skup ali pa na kakšne igre, pa na kvize, in smo v bistvu si ustvarili Podravski Jurij tudi ime, tako da smo v bistvu skoraj kot eno društvo, samo pač 2 imeni. A kdo je pa vaju považil, navdušil za članstvo v društvu? Jaz sem sicer že bratje, tudi Boštjane, tudi notri v društvu, že kar nekaj let pred mama je se vključila. In jaz njemu skozi rekla, jaz bi tudi bila, pa kaj boš ti tu poleg, ne? Kaj še ta tu, tam še te moram gledat, ne? Pa jaz bi res šla, ne? Teba res je bilo enkrat, da so imeli neki sestanek, pa bi tako, da teba pridi poleg. Teba pa je bilo par tednov, potem je bil občni zbor, pa sem se kar prijavila, vključila. Pa smo še Veroniko navdušili.
Ja, jaz sem pa čakala, da bom stara 16 let, da se bom lahko vključila, ker je 16 let pogoj. In sem se, torej 2 leti nazaj, ne 3 že zdaj, na Agri v Gornji Radgoni sem videla stojnico, pa sem dobila prijavnico, pa sem kar napisala vse. Sem že kar majico dobila, to je sem uradni član. Ja. Imate kakšni funkciji znotraj društva? Jaz sem zdaj že 3. leto tajnica društva. Jaz sem pa letos na občnem zboru dobila funkcijo v disciplinski komisiji. Ja, to pomeni kaj? Da skrbim za disciplino. Nacija pa je disciplina v društvu, je? Ja. Imamo kar strogi nadzor trenutno. Ja, seveda, ja. Andrej, ti si tudi kdaj imela kakšno željo, da bi bila v društvu podeželske mladine ali ni bilo priložnosti oziroma Bolj je ni pot bilo, kam zanesla? bolj ni bilo cajta, jaz sem drugače prostovoljka pri skavtih, že 6 let. In v bistvu imam čez vikende srečanja, tako da v bistvu ni niti cajta, pa zdaj imam še moža in pač pri te se mogo še on pridružiti. Ja, no. Morda pa s časoma tudi oba skupaj, ne? Pa bo se članstvo še malo povečalo. Drugače si pomenila skavte, ste pa tudi ne praznovali zdaj pred kratkim 35 let skavtske organizacije. Tako srečanja se žal nismo mogli udeležiti, ampak smo pa v svojem stevu praznovali oziroma še bomo v prihodnjih dneh. Precej dejavni ste pa tudi v župniji. Oče Slavko, Veronika in Lucija prepevajo v cerkvenem zboru, Benjamin je ministrant, ostali člani družine pa ste bralci beril. Torej se za vsakega najde ena služba med našo. Ja, V bistvu je tako, da če kdo fali od nas pri maši, se takoj vidi, ker mora nekdo drug skočiti ali pa župnik pomigniti, ne. Se sistem podre. Ne, hitro po nekaj, ne. Tako da ja, smo pa videli z Lucijo še, imamo z animatorji en animatorski zborček, tako da še pol tam se udejstvujemo. Ja, če kdaj naš zbor ne more zapeti ali pa ko imamo otroško mašo, imamo enkrat mesečno v nedeljo, takrat animatorski zborček poje, pa še otroci pridejo, pa prav skupaj da pojemo kaj. Lepo je videti, da ste vsi vpeti v župnijo, torej so tudi ti spomini na veroučna leta in na ta otroška leta so prijetni, ko se spominjate na... Ja, Sploh kakšni duhovni vikendi, tam je bilo kar fajn, ja. ja. No, ravno to sem želel tudi vprašati, ne, ker razen Benjamina, ne, ste rekli, ker je še ni toliko star, da bi lahko bil animator, ste pa vsi že sodelovali na oratoriji kot animatorji v župniji Slivnica pri Mariboru, pa tudi, kot si rekla Veronika, ne, pri različnih duhovnih vikendih. Kaj vam je to dalo, tako rekel, za življenje, pa tudi v odnosu do mlajših, ko predajate to navdušenje, to veselje, ne nazadnje tudi vero? Ja, dosti se odnese od tega, postavljen si v neko vlogo, recimo voditelja, oziroma ti prenašaš znanje vere oziroma na mlajše in mali so tudi goba, srkajo informacije vse povsod in ja, moraš biti pa tudi ti, moraš vedeti, o čem govoriš pa kaj govoriš, da smo tudi mi mogli v bistvu se poglobiti v svetopismo pa da smo vedeli pač o čem, kaj bomo razlagali mlajšim, da ne bomo to. Je pa tudi koristilo, da smo res izvirne družine in pač smo že v bistvu vedeli, o čem govorimo, samo smo mogli to še pol malo z tisto oratorijsko glavno osebo povezati, tako da. Ja, dosti krat je bil tudi inspiracija moj brat, ker je župnik v Postojni, pa smo si malo delili določene ideje, kako, kaj narediti, predstaviti. Potem je tudi stric na nek način vaš navdih. Je tudi komu izmed vas mogoče kakšen boter? Boštjanu. Starejšemu bratu. Ja, ta starejšemu bratu je krstni boter, ja. Tako, zdaj smo bila prav pošpedirati. Če bi bil tebi, recimo krstni se ne bi spomnila, ne? Ampak Ne, če bi bil meni, bi se spomnila. ja. Da sem prvo na mojo pomislila. Ko smo že ravno pri spominih otroštvu, zagotovo imate kakšne zanimive spomine ali vragolije?
Ena mi je prišla celo na oko, in sicer, da je starejši brat Boštjan vaju, Lucijo in Andrejo strigel in se ni končalo povsem po vajinem okusu. Oj, ne. Kako je izgledala frizura? Krasno. Spredi so lasi pa ni. Sam sebe je bolj težko videti, na ta tista njegova frizura še bila najbolj katastrofalna, sem vmes sebi pač šobil brez las. No, pa, no ja, ravno ni znal vredno, tako bom rekla. Je bilo kar, mama je prišla, kaj ste pa naredili? Ja, nič, malo smo se igrali frizera. Smo se že pelali k frizeru. Veronika, imaš tudi ti kakšno vragolijo na zalogi? Ja, mislim, jih je bilo kar nekaj. No, ja, zdaj recimo, ko smo bile z Lucijo pač mlajši, mi smo se dosti lovili, ne? In zdaj po hiši smo se tudi lovili in imamo tu vrata, ko so na pol steklena in smo se z Lucijo lovili in sem jaz uporabila tudi prijem, da sem zaprla vrata in je Lucija skočila čez vrata in je pol bila šivana. Nisem skočila čez vrata, ti si mi vrata zaprla in jaz sem jih htela odriniti in je šel komolec samo skozi steklo, koleno se pa ostalo v lesenen del, da sem pokukala skozi vrata. Ja, in je zdaj malo šivano na rami, pa tako. Pa, so preživeli. Se pravi, bojne rane so ostale, no lasje pa so zrasli, to lahko povemo, ne? Kaj in Siniša, da lasje so dolgi, tako da se strižarskega poklica v dejstvovanju brata Boštjana ne pozna. Ne. Na srečo. Morda v tem zaključnem delu pogovora še rečemo nekaj o tem, da ste velika družina, kot smo rekli, 5 otrok, in v veliki družini nikoli ni dolg čas, kot ste tudi sami rekli, nikoli ni tišine. Včasih si pa morda človek vendar zaželi malo več miru, pa me zanima, kako je odraščati v veliki družini in kako si poskušate najti pa tiste trenutke tišine, da ste lahko sama sabo, recimo, če ste. Ja, velika prednost je to, da imamo vsak svojo sobo, tako da se lahko umaknemo, če je kritično. Drugače pa se greš malo na sprehod, če se moraš umiriti, pa se pol ohladiš, pa prideš nazaj, pa je pol na koncu vse v redu. Pa smo vse to zdaj skomunicirali, pa se zmenili, pa ni bilo problemov, no. Ja. Madam Lucija, kakšen je tvoj pogled na odraščanje v veliki družini? Ti si bila, ti si v bistvu druga po vrsti. Tako. Ja, skozi je bilo živo, skozi je nekdo mali hodil okoli, pa delal glavo. Ne, bilo je lepo, pač res je, pač skozi je bilo nekaj, skozi je bilo, ni bilo nikoli, da bi bilo pa tišina, razen te pa zdaj, ko delam v Hoferju, imam take različne smene, ja, čez popoldan in sem jutro prosta, je Veronika v šoli, Benjamin je v šoli, Andreja je v službi, pa brat je v službi, ne tišina in pogrešam tisto dogajanje, da je bi bilo malo bolj glasno. Ampak ko pa je preglasno, pa tako kot je Veronika rekla, se lahko, imaš možnost, da se umakneš. Andrej, morda še zate vprašanje, ker ste 3 dekleta, 2 fanta, in kakšno tako zavezništvo se oblikovalo skozi leta, da punce bolj držite skup, pa fanta skup, ali gre to čist naravno, ni te delitve, recimo, kaj bi rekla? Pa odvisno v različnih obdobjih, včasih je, ne vem, smo mi dve z sestro ful skupaj potegnili, za starejšo sestro, pol z mlajšo sestro, zdaj čisto odvisno od vsakega obdobja. Včasih smo bili vsi pokregani med sabo, je bil vsak za sebe, včasih pa smo vsi bili skupaj, zdaj odvisno. Kak? Ja, vemo pa stopiti skupaj proti staršem tudi. Ko je treba. 5 proti 2, ne? Ja, zdaj že 6 proti 2. V kakšnem primeru, recimo? Ali to, ko je kakšno opravilo zunaj treba storiti, ali kako bi neko stvar napravili, ali za čisto kakšno drugo zadevo? Kakšen tak primer mogoče? Včasih moji pavati imamo drugačen pogled na življenje oziroma na katerekoli druge stvari in tu pa se mi bolj povežemo, ker imamo isto mišljenje in pol pride do trčenja 2 mnenj in moramo najti neko skupno točko oziroma če se da. Morda me še tole zanima, no, je kdaj bil
v narekovajih pritisk, ne, recimo za katero šolo se je treba odločiti, ali pa v katero izobraževalno smer treba iti. Ja, Ali so vam tukaj prepuščeni, tako bo rekli, dokaj proste roke, kaj bi rekli? Ja, zdaj pri meni je bilo tako, da sem bila čez celo osnovno šolo odlična in se hotela iti na frizersko, ko pa je 3-letni program, pa mi je mami rekla, pa dobro, ne moreš iti zdaj na 3-letno, če si odličnjakinja, pa tako, ne moreš iti vse na 4-letno, ne. Na gimnazijo me, hvala Bogu, niso silili, ne. In tule mami iskala alternative, ne. Ker pa glej, pa zdravstvena, pa pol lahko greš ful naprej, pa ful je, ne, opcij, pa tako. Ja, bolj sem se pustila prepričati in sem šla na zdravstveno, ampak moram reči, da mi je zdaj na koncu ni žal, da so me potisnili vseeno. Veronika, tule ne moram reči, da ne bi rekel, da si morda podzavestno šla za to, da bi ti ostrigla potem Lucijo in Andrejo. Da bi popravila napake Boštjana, ja. Ali pa da bi mu pokazala, kako se stvar dela. Ja, pa še izkušnja Lucije in Andreje pri šoli ste zadovoljni bili s svojo izbiro? Jaz v bistvu nisem imela namena iti na vzgojiteljsko, ampak je pol mama rekla, pa Lucija, to ko imaš ti bratov pa sester, pa ti veš z otroci delati, daj, idi na predšolsko, sam priješ v vrtec pa se špilo zimi, ne? Ja, to je bila moja mentaliteta, ko sem šla v šolo, ko sem končala 1. letnik, sva tako, to ni isto, to ni to, kar si ti meni rekla, mami. Ja, verjetno noben od nas ni bil v vrtcu, ker nas je bilo toliko doma, pa babica vas skozi doma, pa starša nista hodila v službo, sta doma in mi nismo pač rabili iti v vrtec in nismo točno niti vedeli, kaj se dogaja v vrtcu, samo pač, ja, deca se špila. Ne, ja, ko si deca se špilaš, samo kot vzgojitelj pa ni to zlo. To da zdaj tudi nisem se zaposlila kot vzgojiteljica, ampak trenutno delam v Hoferju, tako da življenje bo nastalo različne poti. No, jaz pa nisem imela take izkušnje, jaz sem že kot mala, sem bila ful uporniška in pač so vedeli, da pač mene ne morejo nič prepričati. Jaz sem samo glava, samo svoja, meni nič ne bo in ko sem jaz rekla, da grem na kozmetično, so bili vsi tako, ok, v redu, tako da. Nisem me nič prepričavali, tako da. Na srečo. V bistvu sem zadovoljna s svojo izbiro. Trenutno sicer delam gostinstvo, ampak se imam namen vrniti v svoj foh. Razmišljam, da bi pol čez par let odprla kaj svojega. Ja, človek se ves čas uči in na koncu vidi, kaj mu najbolj ustreza. Ja. Preden zaključimo naš pogovor, imamo z Markom pripravljenih še hitrih 5 vprašanj. Odgovori naj vsaka posebej in tisto, kar vam najprej pride na pamet. Najljubša jed iz velikonočne košare? Jajca. Meso in klobase. Hren. Moja najljubša družabna igra je? Ligreto. Smo se tudi špilale, malo prej, da smo malo tenzijo prebile. Smo zašpilale parment. Ligreto, za kakšno igro gre? Igra s kartami je in so v bistvu 4 barve, pa številke od 1 do 10 in pol je treba farbati, pa številke nalagati od 1 do 10 in moraš se čim prej nekaj kupčka znebiti. Farbati tako kot jajca. Farba, da daš isto farbo na isto farbo. Ja. Kaj ti pomeni družina? Podporo. Toplina. Varnost, stabilnost. Pri fantih najbolj cenim Iskrenost. Delavnost pa zvestobo. Jaz pa pri možu najbolj cenim njegove vrednote, pa to, da me zna pomiriti. Ko pomislim na domačo kmetijo, me prevzame občutek Dela. Domačnosti. Ja, ne pa tak je dober občutek. Objame celo. Lucija, Andreja in Veronika, najlepša hvala za ta čudovit pogovor. Res ste nam lepo predstavili vašo družino in kako poteka vaše delo in vaš vsakdanjik. Res je, zelo lepo je slišati, kako spoštujete tradicijo in kako tudi praznik velike noči povezuje vso družino. Naj tako ostane tudi v prihodnje. Boklona. Hvala. Poslušalke in poslušalci, hvala lepa, ker ste bili z nami. Želimo vam prijeten preostanek prazničnega ponedeljka. Slišimo se spet prihodnjič v podcastu Mladost na kmetiji. Z vami so bila Kaja Zupanc in Marko Mesojedec.